Dobrodošla v novi sezoni Kozmo podcasta, ki ga bom vodila Flora Ema Lotrič in čakajo nas res zanimivi gosti in super teme. Za začetek pa naj ti samo povem, da bo rdeča nit mojih pogovorov samozavestna. Zakaj sem to besedo prebrala malo drugače? Zato, ker ta beseda vsebuje dve zelo močni besedi. Prvič samozavest in drugič zavest. Želim, da skozi te pogovore vse začnemo živeti bolj samozavestno in zavestno na vseh področjih naših življenj in zato se bom trudila, da bodo pogovori kar se da poučni, zabavni in nasplošno primerni za lepše in boljše življenje. Tudi danes imam enega zelo zanimivega gosta, ker če tako pomisliš ženske, kamorkoli gremo, naj bo to na kavo, skupaj telovaditi ali pa med malco v službi, mi se zelo rade pogovarjamo o odnosih. Če sem bolj natančna, najraje se pogovarjamo o odnosih z moškimi. To nas zanima celo življenje, s tem se ukvarjamo praktično vsak dan in zato sem želela že prvo epizodo narediti takšno, ki ti bo zagotovo zanimiva. Z mano je strokovnjak na tem področju, Urban Urbanc, ki se ukvarja z zavestnimi odnosi, tako sam sabo, kot tudi med žensko in moškim. Tako da, Urban, živijo. Živijo, lepo zdrav, hvala. Kako si? Zelo dobro, res. Ja. Pripravljam par stvari, ukvarjam se s sabo veliko, tako da skušam uravnovešati med delom in med prostim časom. Tako da mi kar fajn gre. Odlično. Najprej eno čisto splošno vprašanje, a so te starši za nalašč poimenovali Urban Urbanc? Ja, zanimivo vprašanje. Mislim, če bi očeta vprašal, je rekel, da si od nekdaj želel imeti Urbana. Glede na to, da je pač priimek zelo podoben imenu, se mi pa zdi, da nista imela raven neke kreative pri izbiri imena, ampak če bi to njima povedal, bi seveda to zanikala. Tako da mi je pa všeč, v bistvu, ker je tako. Zelo je spevno. Ja, pa tako je zelo karizmatično ime, mislim, da mi kar ustreza. Ni se ga težko zapomniti. Ja, recimo, ostane, ne? Ostane v glavi, ja. Absolutno. Čeprav včasih je kot vir šale, lahko tudi za koga, veš, ne? Ampak, lej, kaj čemo. Jaz se tudi nisem mogla sprijazniti, ker sem bila majhna, da sem Flora. V bistvu sem mamice enkrat prav rekla, mami, vse so Anje, Eve, vse imajo taka normalna slovenska imena, zakaj sem jaz Flora? Ja, sem je posebno ime. Danes mi je pa najboljš na svetu, da ste mi dala tako ime, ker jih res ni veliko. Ja. Posebno ime, posebna v bistvu osebnost, veš, in to tudi potem pomembno za življenje, se mi zdi, ker imaš neko popotnico, ki te spremlja in ime je tisti, ki se mi zdi, da te malo podkrepi, ker recimo v mojem primeru Urban pomeni uglajen, pomeni meščanski, pomeni, to je pač staro latinsko ime, ne? Urbi et orbi, mestu in svetu, pomeni pogumen, pomeni odločen in tako naprej. Tako da ima ime v bistvu za sabo kar eno močno korenino. Ja, lepo, pol ti je bilo to v bistvu že položeno v zibko, pa tega sploh nisi vedel, s čim vse se boš ukvarjal. Ja, tako dobre stvari, kot tudi tisto, kar bom rekel slabega, če lahko rečem, prinese za sabo, ne? Ker včasih se kdo tudi ponorčuje ali pa me vpraša, je to umetniško ime, jaz si ga pač sam izbral, ampak pač žal, lej, tako je. Zame tudi vsi mislijo, da nisem Flora v resnici, ker imam sploh dve imeni, Flora Ema, a ne? In so tako, kaj pa je ta Flora, ne? Pa, ko sem imela učitelje v osnovni šoli, so bili tako Ema Lotrič, pa sem tako Flora Ema Lotrič. Kaj se zmišljuješ, ne? Ja, da sem si ga sama zmislila, ja, ampak lej, je bilo že tako namenjeno, bova tako rekla. Ja, krasno. Najbolj, da se ne bova predolg pomikala okoli vrele kaše, najbolj zagreva kar direktno v najino temo danes. Zakopljiva, tako. Jaz sem včeraj tudi na svoj Instagram dala en vprašalnik za ženske, kaj jih najbolj zanima v zvezi z moškimi in moram priznati, da sem bila zelo presenečena nad odzivi. Jaz sem nekako pričakovala, da jih bo veliko marsikaj vprašali, ampak vprašanja so bila tudi zelo intimna in to samo dokazuje, da ženske res ogromno razmišljamo o tej temi in da nas marsikaj tudi muči. Tako da sem vesela, da imam danes eno tako moško perspektivo. Jaz te bom spraševala predvsem iz ženskega vidika, ti boš pa malo razjasnil, kaj moški v zadnji razmišlja, ko mi recimo kaj naredimo, kaj vprašamo in tako naprej. Okay. Upam, da bom znal. Ko me čakamo, v bistvu, da vidim, kaj so pripravile. Odlično. Zdaj, prvo vprašanje, ki se je nekako največkrat pojavilo, je bilo tole. Zakaj je danes vedno težje vzpostaviti normalen in zdrav odnos z moškim? Dobro vprašanje. To je zelo zrelo vprašanje. Tudi, ja. Ja. Jaz bi si upal reči, da danes je zelo malo zrelih pa normalnih moških. Ja, pa nočem tukaj zdaj poniževati moških, ampak ravno danes sem tudi nekaj napisal na svojem Facebooku,
da moški velikokrat se trudijo ohraniti svoj ego, namesto da bi se trudili ohraniti svoje razmerje. Mari imajo v bistvu samo še to, koliko uspešni so, koliko imajo, bom rekel, denarja, kakšen avto vozijo, kakšne mišice imajo, kako izgledajo, malo manj ali pa skoraj nič in pa ni mar v bistvu za partnersko razmerje. Ampak ravno partnersko razmerje je tisto, ki moškega lahko zelo močno dopolnjuje, da bo potem na vseh ostalih področjih bistveno boljši in bistveno bolj uspešen. Sam treba se je malo potruditi. Zdaj, glede na preteklost, kako se je to dogajalo v zgodovini, je verjetno tukaj nimava časa govoriti, ampak moški so zelo nagnjeni k temu, da ne delijo tega, kar je v njih noter, ženske ste pa ravno nasprotno, pač želite deliti to, kar je v vas noter, in potem, ko dva taka nasprotna pola prideta skupaj in ko ni nekega zavedanja, kot si ga omenila na začetku, pač tega samozavedanja, ki nekateri lahko tudi narobe razumejo kot pojem samozavesti, jaz ga pač razumem tako. Potem pač moški in ženske v odnosih izkušajo veliko problemov, in ženske, ki so te, ki jim odnosi mnogo več pomenijo, ker že sama ženska je bolj identificirana z ljubeznijo, bolj je pomembna je ta vloga mame, vloga partnerke, ta povezovanje. Moški so pa tisti, ki so zelo individualisti in potem mislijo, da to ni tako pomembno in ne dajo toliko na to, da bi postajali bolj zreli, da bi postajali bolj čustveno zreli, bolj modri, da bi se izobraževali tudi v drugih področjih, kot pa samo kriptovalute recimo, pa delo in tako naprej, ali pa se pač samo ukvarjali s športom in z nekimi šalami, ampak da bi dejansko pogledali, kaj razmerja sploh so, kaj to za sabo potegne, predvsem pa kako to razmerje najprej vzpostaviti sami sabo, torej kakšno disciplino imeti, koliko se ukvarjati s stvarmi, ki jih veselijo, kako recimo tudi nasloviti tiste stvari, ki jih nočejo pogledati, tiste svoje esence in na podlagi tega bi lahko pač ustvarjali, sem prepričan, mnogo boljše partnerske zveze s svojimi ženskami. Ja, pa tudi različno delujemo, a ne? Nek sem prebrala, da v bistvu ženske smo sposobne zaradi estrogena sedeti v svojih težavah in ne tako iskati rešitve. Mi rabimo najprej samo nekoga, da nas posluša, pol pa gremo v akcijo. Moški so pa takoj, kako lahko samo sediš pa jokcaš, tako rečeno, ne? Daj nared kaj. Mi pa včasih samo rabimo na začetku nekoga, ok, razumem te, prosim, pomagaj mi samo s tem, da si tukaj in da rečeš, ok, poslušam. Se mi zdi, da moški pa so tako iščejo rešitve, a ne? Mi pa mogoče včasih rabimo malo tudi to nežno plat moškega. Ja, mislim, veš kako, če bi pogledal malo nazaj, če bi se obrnil najprej k principoma moškemu pa ženskemu, je ta moški princip tisti, ki je bolj identificiran s svobodo, ženska pa bolj z ljubeznijo in moški, ko ima nek problem, čuti, da je, bom rekel, omejen, da je ukleščen v tem problemu. In to njemu predstavlja torej nesvobodo in zdaj on skuša narediti vse, kar je v njegovi moči, da se bo iz tega problema izpel in da bo potem zopet svoboden in potem on napačno predvideva, da je tako kot za njega, tudi za njegovo žensko. In se pravi, ko ima ona problem, bo on rešil njen problem, ji bo ponudil rešitev ali pa bo pomagal ji pač, da bo z tega problema ven prišla in potem se bo ona boljš počutila. Ne ve pa, da je ženska predvsem identificirana z ljubeznijo in da je skoraj 90% ženskih težav izvira iz tega, da se čutijo premalo ljubljene, da ne čutijo ljubezni v tistem trenutku, ker niso sigurne same sabo, ker jim ta pač, bom rekel, nihanja hormonov povzročajo ne samo mesečne, ampak tudi dnevne spremembe v njihovem razpoloženju, v njihovih čustvih. In velikokrat ni sigurna vase, velikokrat dvomi, velikokrat je negotova, včasih ji spodmakne tla pod nogami življenje in takrat rabi ona moškega, ki se na ta čustvena stanja njena ne bo odzval pretirano, ne bo skušal zbežati od tega, ne bo začel reševati tega, ampak bo v tistem trenutku pač stopil k njej, vanjo, jo objel, jo stisnil, ji dal vedeti, baby, vse je v redu, veš, tukaj sem zate, lahko govoriš z mano. In ko bo ona začutila to varnost, ko bo začutila v bistvu, da se lahko upre na njega, da on ni tisti, ki bo zbežal od teh njenih čustvenih neurij, bi tako lahko rekel, takrat bo tudi ona bolj zaupala in jaz verjamem, da ženske ste tako močne, da boste same znale velikrat rešiti probleme, da rabite samo nekoga, ki vam drži prostor v tistem trenutku, da zopet dobite to gotovost vase, to samozavest in se pač problemi sami po sebi velikrat potem tudi rešijo. Jaz s tem se zelo strinjam, da ženske smo sposobne marsikaj narediti same, ampak se mi pa zdi v zadnjem času to tudi mal problem. Zato, ker, kot si povedal, ne, ženske rabimo eno oporo, ženske rabimo nekoga doma, ki mu lahko povemo stvari, ki vemo, da bo zrihtal stvari, če bo treba.
Dan danes je pa vedno manj, kot si tudi omenil, odgovornih moških. In če pa ti veš, da si za vse sama, da ne veš, a bo tam, a bo peljal to, a bo naredil to, kar si ga prosila, a bo si vzel čas, a bo planiral s tabo dopust, ali bo to, ali bo ono, ali bo tretje, in si ti non-stop nesigurna in se mi zdi, da ko si pa nesigurna, pa začneš to svojo žensko energijo nekako gašati in vedno več moške energije pride ven, ker jo rabiš, da se v bistvu soočaš z izzivi, če nimaš neke opore doma. In pa je pa to tudi tukaj problem, ker ženske, če imamo pa preveč moške energije, pa lahko mogoče tudi odbijemo s tem moškega, Ker moški se pa tega ustraš, moški se pa ustraš tako pretirano ambicioznih žensk. Po eni strani se ustrašijo, po drugi strani pa to dejansko dosti neprivlačno, zaradi tega, ker ženska, kot si sama rekla, bolj začne poudarjati svoj moški princip in potem sta kar naenkrat skupaj dva moška principa in za moškega je to dosti neprivlačno. In te tekmovalnosti, ker ženske so postale zelo tekmovalne zdaj, pa pustimo zakaj, mislim, ta emancipacija je povzročila marsikaj dobrega, ampak tudi verjetno nekaj slabega. Po drugi strani je pa tukaj zdaj, kako ženska v bistvu sploh izkazuje to svoje zaupanje njemu. Ker jaz vedno pravim, ženska, ki si izbere moškega, glede na to, kako odprto je njeno srce pa njeno telo. In bo tudi dobila moškega, ki bo imel na podlagi tega odprto svojo zavest. In zdaj ona misli, da bo partner bom rekel, reševal njene zadeve ali da bo prevzel vso odgovornost, po drugi strani mu pa ona globoko v sebi sploh ne zaupa. Ker marsikatera ženska, kot se je izkazalo pri mojem delu z ženskami, ni zaupala, bom rekel, prvi moški figuri v svojem življenju. Recimo ženske so imele z našimi očeti, se pravi svojimi očeti, ne tako zelo močne povezave, da bi bile pri njih videne kot princese, kot lepe, občudovane, da bi jim prva moška figura, torej njihov oče, dal to zavedanje tega, v bistvu, da si krasna, da si lepa, da si luč, da lahko siješ in skušajo tudi potem očetje ali pa vzgoja, rečemo, da ne bomo samo očetov krivili, vzgoja skuša v bistvu punce tudi usmeriti v to, bom rekel, v to v moški princip, po katerem danes deluje ta svet. In ženske se torej ne zavedajo tega te svoje lepote, te svoje nežnosti, te svoje mehkobe, in ker tega niso dobile od svojih očetov in potem že po defaultu delujejo mal na moški način. In ko začne moškemu ona govoriti, ga usmerjati, zakaj nisi tega naredil, s tem dejansko, namesto da bi moškega privlačila, ga odbije. Zdaj, rešitev je zelo preprosta v bistvu. Ko ženska začne v sebi noter čutiti, kaj je tisto, kar ona od moškega res želi ali pa kaj potrebuje od njega, se pravi, ona želi, pač cel dan te spet ni bilo doma, a bomo kdaj to naredili, zakaj niso šla tja, gor dol, namesto tega, da bi mu ona rekla resnico, pogrešam te, ko te ni doma, želela bi si več časa preživeti s tabo, ampak to pa zahteva ranljivost. In ko smo pa ranljivi, smo pa odprti tako za bolečino, kot pa tudi seveda za dobro. In potem, namesto da bi bile ženske ranljive, odprte in si rekle, cel dan te že ni bilo doma, ful sem te pogrešala, res bi si želela, da ta vikend preživa skupaj, ali pa da res bi si želela, da greva nekam, da me nekam pelješ, če pač njemu to ni jasno, bo naletela na mnogo manj odpora, kot pa če bi, zakaj pa že skozi nisem, pa nikamor ne greva, pa niti mar za mene, pa cele dneve delaš, tako naprej. In takrat moški v bistvu dojame, da je to napad na njega in se bo ali zaprl, ali pa odmaknil se, ali pa udaril nazaj. In to se po večini dogaja. Ja, to sem jaz zelo videla pri svojih odnosih, v bistvu zdaj, ko odraščam, pa se tudi jaz spreminjam in rastem, da če v bistvu ti moškega napadeš, zakaj pa ne to, zakaj pa nisi ti to, zakaj pa nisva to, da v bistvu on, kot si prej omenil, on to občuti kot udaril svojo svobodo in dobiš samo kontro nazaj, še bolj odmakne roke. Če pa ti obrneš to vase, se pravi, mene je pa zelo prizadel, ker si naredil to ali pa ker si rekel to, jaz sem se počutila tako pa tako, ker nisva šla tja, se mi mogoče zdi, da si ne vzameš toliko časa zame. V bistvu, na nek način moraš z moškim delati kot z enim otročkom. Dejansko, ja, mislim.
Ampak se ne gre za to, ne gre za to, da v bistvu izražaš samo sebe. In saj to velja isto za moške, recimo, ko sem jaz tudi svojo partnerko, če ji pač povem, glej, ob tem sem se počutil tako in tako, to tvoje dejanje ali pa te tvoje besede so meni povzročile to in to me je zabolelo, to me je prizadelo, potem se ona ne bo tako močno nastrojila proti meni, ampak bo dejansko skušala, seveda, če me ima rada, bo poskušala začutiti v sebi in videti v bistvu, kaj v meni to res sporočilo, ker mi moramo vedeti, da je 90% vse komunikacije neverbalne, poteka torej na, bom rekel, na energetski ali pa na telesni ravni in zato je treba zaznati, recimo pri ženskah sploh in vedno poudarjam, zaznaj ta svoj primarni občutek znotraj sebe. Kaj je res njegovo dejanje ali pa ne dejanje v tebi povzročilo? A te je prizadelo, a te je razočaralo, a te je užalostilo, ali te je res razjezilo? In ko boš znala definirati v sebi noter, kaj je, mu potem tisto moškemu pokaži. Ne izreci, ampak mu pokaži mu preko telesa, kako se je to, kar se je zgodilo v tvojem telesu, to odrazilo. In moški, če te ima rad, mislim, saj verjetno te ima, ker zato je s tabo, takrat bo moški lahko dojel, da te je prizadel, da te je ranil, da te je poškodoval, da ti je povzročil bolečino in če je kolikorkoli dec oziroma moški, ki želi biti s tabo, bo to želel popraviti. Če pa ni, če mu je pa vseeno, kaj povzroča s svojimi dejanji ali pa ne dejanji v tebi, potem se moraš pa vprašati, kaj dejansko počneš s takim moškim. In na kakšen način to misliš, da pokažeš? Se pravi, da se ranljivo zjokaš pred njim, da ne vem, kako si to mislil? Eno je ranljivo jokanje, kjer dejansko pride iz tebe, drugo je pa, bom rekel, smiljenje sama sebi ali pa iskanje neke pozornosti ali pa manipulacija. In ko ženska res, težko je to, moram predtem to povedati, težko je to narediti, ker ženske ful nimajo več toliko stika s telesom, kot so ga imele včasih. Pač službe, svet, življenje nekako zahteva od ženske, da postaja vedno bolj, bom rekel, usmerjena, vedno bolj direktna, da ima strukturo, da ima neko organizacijo, mora skrbeti za posel, mora skrbeti za svojo kariero, za otroke, za družino, tako naprej. In redko kdaj pride v stik s svojim telesom. Ko pa ženska nekako začne povečevati stik s svojim telesom, pa lahko vedno bolj iz sebe to kaže. Se pravi, da moškemu, ko mu prinese kavo ali pa čaj ali pa mu postreže z nečim, da ne da to pač, veš, na mizo tle imaš svoj čaj, ampak da mu to pokaže v bistvu, lej, še vseeno te imam rada, vendar to, kar se dogaja zdaj, me boli in ne smilim se sama sebi, ampak samo želim čutiti to bolečino. In moški boš časoma videl, kaj je narobe, kaj si taka. In pa ne, nič ni narobe, vse je v redu, ampak ne povej, glej, čutim zdaj v bistvu neko žalost, zgodilo se je to in ob tem dogodku, ob tej stvari, ob tej situaciji, ob tej besedi, sem pač v sebi začutila mogoče, da ti ni toliko pomembno, kaj sploh izražam, ali pa da ti ni pomembno, kaj jaz čutim, ali pa da ti ni pomembno, kaj si jaz želim, kakšne so moje potrebe, kakšne so moje želje, recimo. In me je pač to prizadelo. In da to poveš z mirnim glasom, da to poveš vseeno z ljubeznijo, ker najtežje takrat je pa obdržati ljubezen med dvema. Ker si jezen. Ja, nekdo te rani, nekdo ti nekaj povzroči, kar ti ni okej, kar ti povzroči neko bolečino. In kaj narediš v tistem trenutku? Zapreš srce in potem, velikokrat sem že slišal od žensk, potem sem mu pa želela pokazati, kako me to močno zabolelo in sem mu vrnila to bolečino nazaj, pa še za vsak slučaj sem mu en ščepec več dala, da bo ja videl, kako je to mene bolelo. Ja, to delamo. Ja, in vidim zdaj recimo z mojo partnerko, ko imava kakšen konflikt, ko imava prepir, bi najraje to naredil. Najraje bi jo prizadel, najraje bi jo ranil nazaj, najraje bi povedal, ali pa zbežal, ali pa pač šel z njo v še večji konflikt, stran od tega dejanskega problema, ki ga imava. Ampak v tistem trenutku pač res zberem vso moč v sebi noter in se odločim. Ker ljubezen v bistvu je stvar odločitve, tako kot zvestoba. To ni nekaj, kar je samo po sebi umevno. Ti se moraš včasih v težkih trenutkih, ko pridejo za vse izmed nas, sploh če smo dan in noč skupaj, recimo nekaj let, se moraš ti za ljubezen odločati vedno znova, ker včasih ti je ženska res na živce ti gre, neprivlačna ti je, ima svoje fore, svoje scene in isto moški. In takrat je treba izbrati ljubezen in namesto, da stopiš en korak stran ali pa da se zapreš, stopiš en korak nasproti. In takrat, če eden to naredi od partnerjev, odmakne, bom rekel, malo svoj ego,
reče oprosti, nisem tako mislil, ohrani normalen ton glasu, ohrani lepo barvo, ker ženske ste ful občutljive na to energijo, ki jo moški pripenjamo besedam. En lahko reče, je pa res te imam rad, kva težiš, ali pa da te sam pogleda v oči in ti reče, baby, pogrešal sem te, ful mi pomeniš. A veš, in s tem, ko bo on se zavedal tega, s kakšno energijo je to izrekel, s kakšnim pogledom je to izrekel, a je bil mehak on pri tem, a je bil trd on pri tem, bo ženska vse to registrirala, ker tako kot kače zaznajo temperaturo, ženske zaznate energijo. In takrat je pa problem tudi, ker moški nismo samo s sabo povezani in hočemo braniti svoj ego in pač skušamo tekmovati, kdo bo zmagal, kdo bo imel prav. In potem imaš prav in zmagaš in si dejansko res zmagal. Ne, ampak problem je recimo pri ženskah, ki smo malo bolj empatične, da res čutiš vsako energijo, ki jo moški prinese. Če je imel slab dan, to prevzameš nase. Če je karkoli narobe, naj prinese, kako naj zdaj to. In potem je to skozi ena igra. Ampak vrnila bi se pa še na nekaj drugega, kar si govoril, in sicer komunikacija. To je zelo pomembno, ampak tudi recimo moj oče je vedno govoril, da je ljubezen stvar odločitve, ker sta moja dva skupaj že od mamičnega 17. leta. Wow. In sta še vedno skupaj in zaljubljena, kakšen dan bolj, kakšen dan manj, kot vsi zakoni. Ampak jaz sem imela doma res vedno zelo lep zgled, pri nas besede ločitev ni bilo sploh v slovarju, nikoli nisem niti pomislila, da bi kdorkoli šel. Ampak seveda smo imeli pa vsak svoj način komunikacije. In jaz mislim, da tudi veliko prinesemo od doma. Eni tihe vojne, eni se deremo drug na drugega, različne stvari so. In recimo meni je bilo težko, ko smo imeli doma malo bolj tihe vojne. Jaz sem pa taka, ki moram takoj vse razjasniti. Takoj želim stvar rešiti, jaz sem človek akcije, gremo, nočem tega zadržati v sebi, ker sem zelo empatična in meni srce razpoči, če nekaj ni rešeno. Jaz ne morem zaspati skregana. Ampak sem videla, da imam ta problem pol kasneje, ko sem začela stopati v odnose, da kljub temu, da jaz želim to rešiti, sem pa navajena to v sebi zadržati, ker imam nekak tak vzorc. In potem se je nekaj zgodilo in jaz sem bila jezna in hotela sem povedati in hotela sem rešiti, ampak sem rajš, jaz bom zdaj trmasta, jaz bom zdaj nedostopna, zato da bo on videl, kako jaz trpim in da se bo nehal tako obnašati, da ga jaz vzgojim na tak način, ker sem to gledala mogoče malo na nek način tudi doma. In se mi zdi, mogoče da začneva, kako sploh začeti z neko komunikacijo. Veš, niso vsi doma imeli dobre komunikacije. So družine, kjer so vse takoj rešili, kjer so se ful fajn pogovarjali, so pa mogoče družine, kjer pa tega ni bilo. Včasih ljudje niso imeli psihologov, pa niso gledali podcastov, niso poslušali raznih stvari na televiziji, ni bilo člankov na to temo. Danes imamo res morje znanja na temo odnosov, včasih pa tega ni bilo. In mi prihajamo od staršev, ki tega niso imeli. In če si takrat hodil k psihiatru, je bilo s tabo nekaj hudo narobe. Danes je to čisto nekaj normalnega. Ampak kako sploh začeti mogoče za kakšno punco, ki je mlajša, ki še ne zna komunicirati z moškim, ali pa je mogoče v zvezi s starejšim moškim, ki to malo bolj zna z njo delati, ona pa mogoče ne zna izraziti svojih čustev, ne zna začeti pogovora. Ti si govoril, ja, komunikacija reši vse, ampak kako sploh začeti? To je bilo tudi eno vprašanje. Kako mu sploh povem stvari, ki mene motijo? Mislim, izredno dobro vprašanje in izredno zanimiva tematika. Veš, mi se partnerskih odnosov učimo praktično v svojem otroštvu. Mi v otroštvu poberemo vzorce tega, česar smo bili deležni doma, kar smo videli med očetom in mamo. In zdaj mnogi verjetno niso imeli take sreče kot recimo ti, da bi starša ostala skupaj. Mnogo staršev se je ločilo, mnogo staršev so ostali skupaj samo zaradi otrok, mnogo staršev so sprejeli nek kompromis in rekli, to je to, kaj čemo drugega, in se ne trudijo več. In potem ti kot otrok rasteš v poznavanju tega in ne moreš pričakovati, da boš imela drugačne vzorce, kljub temu, da ti potem kot že, bom rekel, najstnica ali pa bolj odrasla punca, ženska, da bereš, da poslušaš podcaste, da hodiš na terapije, ker je to dejansko v tvoji podzavesti. Ni zavestno in ta podzavest je pa mnogo, mnogo močnejša od naše zavesti. In ko pridajo konfliktne situacije, ko nekdo pritisne tvojo tipko, ko te nekdo pač, bom rekel, vzburi čustveno, takrat odreagiraš in ne odgovarjaš. Tako da tukaj bi se vrnil najprej na to besedo tvojo, ki si omenila na začetku, se pravi, biti samozavesten, se pravi, zavedati se samega sebe. In vsakič, ko se s kom tako pogovarjam, s kakšno stranko,
je pomembno tako za moške in za ženske, da se mi sploh zavedamo sami sebe, kdo mi smo. Torej, se zavedamo svojih misli takrat, da se zavedamo svojih čustev, da se zavedamo teh svojih strahov in vsega. In da prihajamo vedno bolj ne samo v stik z razumom, pa z mislimi, ampak da prihajamo tudi v stik s svojim telesom. Ker v telesu je pa vse to, kar sem prej omenil, je shranjeno. Ne? In dokler ljudje nimajo tega stika s samim sabo, sploh ne vejo, kako se počutijo. Torej, oni najprej hočejo nekaj izraziti, ampak izrazijo, tako kot sem se prej pogovarjala, na drugačen način. Se pravi, jaz čutim v sebi bolečino, žalost, ranjenost, izrazim pa recimo jezo. Ne? In to je totalno moški način delovanja. Moški velikokrat se odzovejo z jezo, kontrolirajo z jezo svojo žensko, kontrolirajo z jezo svoje čustvene izkušnje, namesto da bi pogledali, kaj se za vso to jezo skriva od zadaj, ker velikokrat so strahovi, negotovosti, dvomi in tako naprej. In to velja za oba spola, ne samo za moškega. In če bi imeli ta stik, kaj v bistvu sploh je v nas noter, se prebudil takrat, ko se je pač neka konfliktna situacija ali pa nek prepir začel, takrat bi lahko to prepoznali in takrat bi imeli prvi korak oziroma prvo priložnost, da začnemo to izražati. Ker pa je naša čustvena zrelost dokaj nizka, ker nimamo, zdaj je vedno več, ampak ker ni teh tematik, ker se ne govori o tem, ker se ljudje ne učijo o tem, potem pa ne znamo teh čustev izraziti. Ne? In ne prepoznamo tega najprej, potem ne znamo tega izraziti in potem seveda dobimo en dosti beden rezultat. Tako da v tem primeru ljudem predlagam vedno, da se začnejo ukvarjati sami s sabo, se pravi z nekim delom na sebi, z nekimi duhovnimi praksami, da se grejo recimo na posvet, zdaj to ali s prijatelji ali s terapeutom, kjer začnejo govoriti o sebi. Ker začneš ti govoriti o sebi na glas nekomu, takrat se začneš šele zavedati, kaj v tebi je. In takrat, ko imaš ob sebi neko nevtralno osebo, ti je lažje to narediti, ker veš, da te ta oseba ne bo obsojala, plačal si, ta oseba bo ti znala mogoče dati na svet, te bo znala poslušati, ti bo držala prostor. In da v takih trenutkih lahko ti začneš vedno bolj prepoznavati, kaj sploh v tebi je. In se skozi take pogovore, seanse, terapije, karkoli, naučiš izražati samega sebe. Ker če ti ne znaš samega sebe opisati, kako se sam s sabo počutiš, potem boš zelo težko to povedal nekomu drugemu. In recimo, lahko, ko ti je najbolj težko, se lahko uležeš na tla, se umiriš, prideš v stik s svojim telesom, imaš ogromno nekih vaj sproščanja, koncentracije in tako naprej. In se vprašaš v bistvu, kako se počuti zdaj moja glava, kako se počuti moj vrat, kako se počutijo moje lopatice, moje ramena, moje roke. In potem začneš v mislih opisovati samemu sebi, kakšne razlike zaznavaš med levo in desno stranjo telesa, kakšne razlike zaznavaš v zgornjem delu trupa, kakšne v sprednjem, kakšne v zadnjem, kakšne v nogah. In ko začneš te stvari opisovati, vedno bolj prihajaš s tem, kaj ti sploh čutiš. Ker vse skupaj je povezano pač s čutenjem, s to energijo, ki jo čustva oddajajo. In bolj, ko znaš biti povezan ali pa povezana sama s sabo, bolj, ko zaznavaš sebe, takrat lažje v bistvu tudi veš, kaj se ti dogaja, potem pa pač iščeš skozi pogovore, skozi načine, skozi programe, iščeš načine, kako boš to izrazila na čustveno zrel način, kar pa pomeni, da ne pustiš, da te drugi spravljajo v nemoč in tudi ti ne spravljaš v nemoč drugih. To ne bo nekako vodilo. Je pa pač potrebno tukaj veliko zavedanja, ker so vzorci podzavestni tako močni, da te v tistih najbolj pomembnih trenutkih, v najbolj groznih trenutkih, da te odpeljete. Jaz mislim, da s prijatelji recimo ne moreš takih stvari predelati, zato ker tudi oni gledajo iz svoje perspektive in pač, če ti poveš samo neke negativne stvari, recimo v zvezi z moškim, bo on je kreten, pust ga, ni pa mogoče pa v tebi kakšen problem tudi, ne samo v njem, oziroma vedno je. Hotela sem reči, ker si omenil to, da se v bistvu začneš ukvarjati sam s sabo. Meni se zdi, ta nek čas sam s sabo, recimo meni so se odnosi čisto spremenili, ko sem začela meditirati, par mesecev nazaj, avgusta mislim da, in šele takrat sem pa bila sposobna spustiti en odnos, ki ful ni bil v redu sam zame, zaradi tega, ker sem videla, da ga nisem gledala od znotraj, ampak od zunaj. Tako malo se hecno sliši, ampak... Si bila bolj pozovalka kot pa igralka. V bistvu me je kaj ena nitka vlekla nazaj, ampak v resnici v srcu si pa nisem tega želela. Nisem se želela tako počutiti, kot sem se v tistem odnosu počutila. Tako da se zelo strinjam s tem, kar si rekel, da ali je to pogovor v smislu terapije, ali pa neka meditacija, nek stik sam s sabo, da je to zelo pomembno tako
mogoče tudi, da se mlajše punce tega začnejo zavedati, ne? Ker tudi jaz sem tako premislila, da v življenju ne bom mogla meditirati, ker sem hiperaktivc, ful rada delam, ful se mi stvari skozi dogaja, sem v takem poslu, kjer je non-stop akcija. In sem rekla, jaz pa že ne bom sposobna meditirati, ni šans. Ampak dejansko se mi je skozi to najlepše stvari so se mi skozi to zgodile. Ne samo v procesu meditacije, ampak recimo jaz sem ful enih vzorcev, recimo iz otroštva ali pa iz odnosov, predelala čistko, ne vem, zavezovala sem si čevelj in sem dobila aha moment. A ja, zato jaz zbiram take moške. In je bilo ful zanimivo, ampak tega ne bi dosegla, če ne bi vsak dan, ampak res vsak dan sedela sama s sabo prej že ene par mesecev. In pa so kar začinali prihajati v vidi in se tudi v bistvu tvoje notranje počutje, skozi rajš se imaš, ker si skozi bolj sposoben preživeti čas sam s sabo in ko se imaš enkrat skozi rajš, potem tudi odnosi okrog tebe začnejo cveteti, spreminjati se in tudi drugi moški začnejo prihajati. Če govorimo o ženskah, pa druge ženske, če govorimo o moških. Vsaj pri sebi, pa pri svojih prijateljih, ki so recimo začeli z nekimi takimi praksami, to ful opažam. Da so se njihovi odnosi izboljšali, da so se odnosi med nami izboljšali in pa da začnejo čisto eni drugi ljudje prihajati in da se zbujaš ful bolj srečen. In se, če ti izboljšuješ odnos samim sabo, potem posledično izboljšuješ odnose okrog sebe, ker je odnos samim sabo je osnova za vse ostale odnose. In zdaj, če ti si ujet v ta džumbus življenja, da dopuščaš, da ti te distrakcije, ki se dnevno nam vsem pojavljajo, krojijo tvoj life, potem boš zelo težko dobila tisti prazen prostor, kjer boš pa resnično lahko videla bistvo vsega tega, kdo si ti, kaj si ti. Ampak včasih je to zelo težko, zaradi tega, ker ko ti se ustaviš v tem hitrem tempu življenja, vidiš stvari, ki jih morda nočeš videti. Takrat potem zopet pobegneš lahko od tega v neke druge distrakcije, ali pa takrat sediš v tem in se soočaš s tem in opazuješ, kot si sama dobro rekla, kot opazovalka vsega tega, ali pa kot opazovalec. Torej, da nisi tisti, ki, da si igralec v svoji igri življenja, ampak da si recimo tudi režiser in vse skupaj istočasno. Se pravi, da znaš biti opazovalec in nekdo, ki igra to igro. In jaz velikokrat rečem, sploh z moškimi, ko dosti delam, rečem, vedno, ko si ti žensko ali pa v katerikoli situaciji, poskusi imeti nad sabo še enega tebe, da bi se dal v neko ptičjo perspektivo in v tem trenutku, zdaj, ko si, lahko probaš še iz druge perspektive sebe pogledati in potem mi povej, a si zadovoljen s tem, kar vidiš. A si zadovoljen s tem, kako sediš, a si zadovoljen s tem, kako dihaš, a si zadovoljen s tem, kakšno energijo izražaš do nasprotnika, ki se z njim pogovarjaš oziroma do osebe, s katero imaš interakcijo. In ti lahko mnogo bolj pomaga osvetliti te najbolj pomembne stvari v tvojem življenju. In ko začneš biti bolj pozoren na to, lahko začneš šele to izboljševati in potem, ko izboljšuješ, kaj ti dopuščaš za sebe, česa ti več ne želiš, kaj ti rabiš, recimo, kakšne so tvoje potrebe, kakšne so tvoje želje, potem dejansko vidiš, da ti nek odnos tega ni nudil sploh, da te je nekaj tja vleklo in da dejansko nima nobene osnove in potem mnogo lažje lahko spustiš stvari. Ja, mogoče je to fizična privlačnost. Pri nas puncah mi imamo, ko smo mlajše, največkrat ta problem, da se v nekoga zaljubimo vizualno in da si naredimo neko sliko in predstavo in teh rdečih alarmov sploh ne vidimo. Tako, vse je že bliska, mi smo pa kar, ja, ampak je tako lep, ampak on je tako uspešen, on je to, on je ono, on je tretje. In mi tega ostalega sploh ne vidijo, pa vsi prijatelji pred nami že vidijo, vsi. Samo mi še kar gremo nazaj in kar gremo in 100-krat smo prizadeti, ampak mi kar gremo nazaj. Dokler ni tako hudo. Mislim, izkušnje vsi rabimo, in noben ti ne bo mogel reči. Predstavljaj si, da spoznaš nekoga, ki ti je in sploh, vse prijatelji ti povejo resnico o njemu, ki ni taka in sploh. A jih boš res poslušala, ali boš morala sama iti po to izkustvo? Ali boš morala iti sama v to noter, ker šele na lastni koži se mi lahko dejansko stvari naučimo. Zelo težko je, tudi sami pri svojem delu, preventiva je skoraj nemogoča. Redko kdo se bo odločil za preventivo, ponavadi ne greš k terapeutu ali pa na neko delavnico ali pa ne moliš, ne meditiraš takrat, ko ti je ful dobro v lifeu, ampak takrat, ko je ravno nasprotno od tega, takrat se pa ti odločiš, zdaj bom pa začela trenirati, zdaj bom pa začela meditirati, zdaj bom začela to. In iz tega pogleda rabiš dejansko to izkušnjo, ki ti bo potem seveda, a se boš nekaj iz nje naučila ali pa se ne boš iz nje naučila in boš zopet ponovila. In za ženske recimo vedno jim predlagam, če nisi sigurna ali pa če čutiš, da imaš mogoče vseeno malo rožnata očala nataknjena,
najboljši način je, da vprašaš par svojih najboljših prijateljic, tisti, ki so najbolj blizu, kako one vidijo tega moškega. In če bi ti one rekle, ful lepo ravna s tabo, ful meni, ful v redu, ful lepo energija od njega prihaja, potem je to verjetno pravi moški za tebe. Ko ti pa prijateljice rečejo, stara, ne serija, ne, tukaj nekaj smrdi, ker ženske imate to intuicijo tako močno, ženske zaznavate stvari, ki so prikrite, in veš, ti gut feeling, veš, kaj veš, pismo, vse je v redu, pa vse sam nekaj ne vem, kaj je, ampak nekaj ne štima. Ne. Ker za moške malo drugače, za moške recimo, če moški želi vedeti, a je ženska prava za njega, ne vpraša svoje prijatelje, a je zdaj v tem času, ko je z njo boljši moški ali slabši moški. In če bi oni rekli recimo, stari, ne vidimo te zdaj že 3 mesece, ni te nikjer, zapustil si se popolnoma, nehal si na športati, nehal si na treninge hoditi, nehal si z nami se družiti, ni te več nikjer, vsaj samo še ona, potem mogoče ni ona tako dober, nima tako dobrega vpliva na tebe. Če pa ti zaradi tega postaješ boljši, da še boljše delaš, da si vseeno vzameš kljub, da si z njo čas za svoje prijatelje, da se potrudiš za njih, da ti je pomembno še življenje. Poleg tega, potem je pa to verjetno tudi ženska za tebe. Ženska, ki ti navdihuje. Zdaj si na neki pritisnu, kar je bilo tudi vprašanje med včerajšnjimi vprašanji, in sicer kako naj ne zgubim samo sebe v odnosih. Vsakič se zgubim in skoraj totalno podredim odnosu. To se nam ženskam zelo, zelo pogosto dogaja, sploh, ko smo mogoče še malo mlajše in še nimamo takega močnega samozavedanja. To sem tudi jaz delala, dejansko samo čakaš, kdaj se boš videl, kam boš šel skupaj. V bistvu ti je to prioriteta pred vsemi prijatelji, pred družino, pred svojimi aktivnostmi. Včasih celo svoje sanje pozabiš, kljub temu, da so zelo močne, ker se pač toliko noro v nekoga zaljubiš. Meni se je to že zgodilo, pa ne samo enkrat, priznam. In pa nisi edina, verjetno. Ja, ker kakor poznam svoje prijateljice, skoraj vse smo šle čez to. In kako se pa temu nekako izogniti, ko še nisi tam, da bi bila toliko samozavestna, da točno veš, kaj hočeš in si že tokrat prizadet, da pol pa si rečeš, ne, zdaj pa takega moškega ali pa pač rajš sem sama. Jaz vidim težavo v tem, da je ta svet socialnih medijev povzročil pri ženskah toliko ene disfunkcionalnosti, kjer one vidijo predvsem samo to zunanjost, kakršna v tistem trenutku lahko s tem moškim bi bila. Ne. Se pravi, kaj počneva, kam greva, kaj jeva, kako zgledava. Ne gre pa za to, da bi one videle na dolgi rok, kaj lahko ta odnos z moškim prinese. Zdaj ženske, zaradi tega, kar se prej že pogovarjala, zaradi kompleksnosti življenja, zaradi vseh teh stresorjev v življenju, zaradi pač džumbusa, ki ga življenje ponuja vsakmu izmed nas, so zelo močno vpete v svojo glavo, v svoj razum in nimajo toliko stika s svojim telesom. In to se danes kaže v bistvu pri bolečih menstruacijah, pri velikih endometriozah, ženske imajo ogromno problemov. Zakrčen trebuh je, zelo težke nosečnosti so, zelo težki porodi so, ker ne zaznavajo tega, kaj v telesu čutijo in se preselijo veliko v svojo glavo. In če bi zaznavale one sebe, če bi znale biti bolj sproščene, torej če bi delale na sebi, si ponudile, da bi šle plesati, da bi se sproščale, da bi se razvajale malo same ali pa s svojimi prijateljicami, bi vedno bolj prihajalo ta parasimpatični živčni sistem, odziv telesa, ki je pač sproščanje, rast, regeneracija in tako naprej. In takrat je ženska mnogo bolj dojemljiva, mnogo bolj čuti, a je ta odnos na dolgi rok zanjo dober, ker ona bo verjetno mama, oziroma ženska ima funkcijo. Biološka njena funkcija je mama. In zdaj funkcija mame je pa ta, da ona ob sebi lahko si izbere partnerja, s katerim se bo videla čez še nekaj časa, ker za moškega je to malo drugače. Moškemu se življenje bistveno ne bo spremenilo, ko bosta dobila otroka, ženski se bo popolnoma spremenilo. Ja. In zdaj, kadar ženska ni tako močno povezana sama s sabo in kadar predaja, bom rekel, vse te svoje zaznave ali pa svojo intuicijo v tisti trenutek, ki se dogaja in niti ne čuti, recimo, a je ta moški res takšen do nje, kot bi ona želela, ali ona samo si ustvarja iluzijo v glavi tega. Temu se reče tudi pri tem klinični somatiko, zdaj delam, se reče senzorno-motorna iluzija. Torej, da ti dejansko si ustvariš iluzijo na podlagi tega, ker nimaš
povezave s svojim telesom, ker telo ti ves čas preko propriocepcije, interocepcije sporoča, a je nekaj dobro za tebe. A je to hrana, ali je to partner, ali je to neka situacija, ali je to neka stvar in vedno ti zaznavaš v sebi noter, kot sem omenil že prej, ta gut feeling v bistvu, ki v sebi veš. In zdaj, ker smo pa preveč v glavi, ker nimamo povezave z našim telesom, pa ne vemo več in potem se zgubimo v odnosih, ki so na prvi pogled krasni, super in fino fajn, ampak na dolgi rok pa ne vidiš več, ker nimaš povezave s tem, da bi lahko videla. Pa jaz mislim, da v resnici veš, da to ni to, da nisi srečna. Jaz sem vedno vedela, da nisem srečna. Tako, ampak tako dobro si znaš sama sebi lagati, če nisi v stiku sama s sabo. Ja, iluzijo si ustvarjaš. Ampak v resnici ti globoko v sebi skozi veš, da nisi srečna. Sam tega moraš pa sprejeti odločitev, moraš pa sprejeti odgovornost. Za to, da najtežje je biti ljudem, kot sem zdaj opazil, ljudem je zelo težko biti sam. Ne samo ženskam, tudi moškim. In veliko in moških in žensk takoj, ko zaključijo neko partnersko razmerje ali neko novo distrakcijo ufurajo v svoje življenje ali pa najdejo takoj novega partnerja, novo vezo, novo razmerje, samo da se ni treba soočati s to bolečino, ker ta izogibanje bolečini je tako naravno, kot je naravna bolečina sama. In nihče noče čutiti bolečine, ampak v bolečini je rast, v bolečini ti spoznaš samega sebe. Bolečina je tvoja prijateljica. Problem je, ker se jo mi upiramo, tej bolečini jo potiskamo proč, namesto da bi šli v njo, si vzeli čas zase takrat. Pač bolečina je tako kot smrt ljubljene osebe, pač potrebuješ čas za žalovanje, potrebuješ čas, da greš skozi vse te faze, jeze, zanikanja, odpora, besa, razočaranja in tako naprej, da predelaš s temi čustvi, da potem dobiš neko modrost v sebi noter in da potem naslednjič na podlagi te modrosti izbiraš naprej. Izbiraš boljše. Ja, izbiraš boljše, seveda, tako, mislim, za to gre, ne? Ja, če nazaj pogledamo, vsak je bil malo boljši. Evo, napredek. Nekaj mi je bilo zelo zanimivo, kar si prej rekel, in sicer boleče menstruacije in zakrčenost v trebuhu. Eno dobro zgodbo imam na to temo iz zadnjega časa, jaz imam tudi zelo boleče menstruacije. To imamo vse v družini, je malo tudi dedno, se mi zdi, ni samo tako, sam ta zakrčenost, ampak je tudi malo povezano s tem. Ampak je bilo pa zanimivo, ker sem šla plesati. Drugi dan menstruacije, hotela sem že odpovedati, bolel me je kar šus, ampak sem šla plesati in sva delali čist nežno, samo malo z boki, neko špansko koreografijo, ampak res na easy, nič pretiravanja, toliko, kar je pasal meni, toliko sva delali in dejansko je mene nehal boleti po plesu, ker so se boki razmigali. In je tukaj nekaj na tem. Sprostila si trebuh svoje, ne? Ja. Zdaj, predstavljaj si, da imaš ti, bom rekel, napet trebuh, pod temi napetimi mišicami imaš pa v glavnem vse, ženske imate pač reproduktivne in spolne organe, predvsem znotraj, ne? In predstavljaj si to napetost, ki jo ti dan za dnem zaradi tega, ker zazvoni telefon, dobiš mail, moraš tja, nekdo ti potrop na cesti, ki si nepazljiva, ki bereš message. To ti stalno povzroča te krče v telesu. Samo vsak lahko vidi, če bi nekdo te želel boksan to trebuh, kaj narediš v bistvu? Po sprednji strani se zakrčaš. In če se ti ne zavedaš teh zakrčenosti, če se ti ne zavedaš tega, kaj ti povzroča to zakrčenost, potem ti počasi prideš v to kronično zakrčenost. In niti kot zvečer, ko greš spat, se to ne sprosti. In si stalno v bistvu v tisti stalni pripravljenosti si, kaj se bo zgodilo, ker ko se zgodi, moram takoj odreagirati. In zdaj, če si predstavljaš žensko, ki potem gre še trenirati in dela, zdaj pač po Instagramu vidim ženske zdefinirane, ravne trebuhe, čist trde trebuhe, vse so močne, imajo oklep okrog sebe in ni pa funkcija njihove mišice trebušne taka, kot je funkcija moške mišice. Pa tudi one niso tako za stres narejene, kot so moški narejeni za stres. One manj časa lahko preživijo v tem simpatičnem odzivu, ki je boj ali beg, kot pa moški, ki so dejansko zaradi evolucije nekako boljši na tem področju, če lahko uporabim besedo boljše. In ko to pritiska ves čas na tebe, ni prekrvavitve in ni sproščenosti. Ti pa, ko imaš menstruacijo ali pa ko si pred menstruacijo, pa rabiš biti mirna, rabiš biti sproščena, rabiš biti odprta. In zdaj, koliko žensk ima, neke države so že to, ali pa celo neka podjetja so že začela dejansko dajati ženskam tisti dan, dva odmora vsak mesec, zato ker vejo, da če bo ona v tistem času lahko se posvetila sebi, če bo lahko sama sabo se ukvarjala, si dala to nežnost, to mehkobo, da bo sproščena vsaj v tistem času, bo lahko potem na dolgi rok, čez mesec dni, lahko bistveno bolj produktivna, bistveno bolj bo imela več energije, ker jo pač ne bo izčrpala, ampak bo takrat, ko gre noter zima njenega časa, bo lahko se spočila in nabrala si moči
za naprej. Tako da tukaj je izredno pomembno, da tudi ta ples, ki si ga omenila, jaz za ženske recimo ful priporočam ples, ampak predvsem ta senzualni ples, predvsem ta intuitivni ples, sama s sabo, da se dotika sama sebe, da se čuti, da si dovolj biti seksi, erotična, ranljiva in bo mnogo bolj odprla ta svoj medenični obroč, če lahko to rečem, to medenično diafragmo, ki je pa potem, na katero se priraščajo trebušne mišice, ki povzročajo to stiskanje, da se potem pojavljajo boleče menstruacije. Ali pa predvsem v nosečnosti je tako, no, da ženske imajo težave z nosečnostjo, ker imajo zategnen trebuh in potem otrok pa rabi prostor, ne, in potem, če otrok ne more iti naprej, bo šel normalno dol, ženska bo mogla medenične mišice zategniti, stegenske mišice bo mogla zategniti in potem so carski rezi zelo pogosti danes tudi, ne, ker se ženska pri porodu ne more odpreti. Ker ima 7 mesecev ali pa 8 mesecev ima zakrčene mišice in če držiš ti v bistvu ves čas nezavedno gor, ker ne more otrok naprej, ker rini dol, potem je posledica tega tukaj. Jaz je ena dobra vaja, to mi je enkrat moja bivša cimra rekla, dej, čez dan se spomnim, kolikrat imaš zakrčen trebuh in ga probi sprostiti. Ona je jogo učila in me je že to naučila in ne vem, si na semaforju pa kar ugotoviš, zakaj je sploh držim trebuh skupaj. V resnici se nič ne dogaja, v redu je, spusti. In zdaj, če se zaveš tega, je to dobro. Ja. In zdaj se zaveš tega recimo 10-krat, 15-krat na dan, ne zaveš se pa tistih 300-krat na dan, ko je to še. Ja. Ampak ker je vsekakor boljše, kot če se sploh ne zaveš tega. Ne? Zato je pomembno vedeti pa škaj, ne, da ti moraš vedeti, da na to zakrčenost naših mišic ima vpliv naš iracionalni pa naš racionalni del naših možganov. In mi racionalni del že lahko ozavestimo, z racionalnim delom lahko ozavestimo in takrat sprostimo, ampak potem, ko pride situacija, ali pa neko čustveno stanje, pa spet zakrčiš. Torej je treba ugotoviti, kakšne so tiste situacije, kakšni so tisti vzroki, ki ti to povzročajo, ker so podzavestni. In ko delaš na tem, potem začneš počasi te vzroke prepoznavati in potem tudi iracionalno ne zategneš več mišic v določenih stanjih ali pa se zaveš, da si jih zategnila in potem v bistvu lepo sprostiš, odpreš. In je to čisto druga energija, ki se pogovarjaš. In tudi za nas pol, za moške. Ja, ne, vidim razliko, res vidim razliko zdaj, ker sem veliko bolj v stiku sama s sabo, v vseh odnosih je boljš in tudi delam pametnejše, ne bolj trdo, ali kako bi rekel, work smarter, not harder. Exactly. Ker sem se res borila s tem, jaz sem ambiciozna sama po sebi, zelo imam rada svoje delo, vsem uživam in sem se skozi spraševala, zakaj jaz ne morem tako močno delati kot moški. Zakaj jaz ne zdržim 16-urnega delovnika, zakaj še čez par mesecev jaz kolapsnem, zakaj ne morem? Pa sej lahko, pa sej si želim, pa sej imam energijo, nikoli mi ne zmanjka energije, ampak zakaj mi telo ne sledi? Zakaj mi telo ne sledi? Ker sem delala čist kontra telesu. Ker med menstruacijo žal res ne moreš toliko delati, kot delaš ostale tedne v mesecu, ker imamo mi lunin cikel, ve pa sončev cikel. Vi zjutraj vstanete, naredite in greste spat. In vstanete, naredite svoje, greste spat. Mi se pa cel mesec pripravljamo na ta svoj izliv. Dobesedno. In sem ugotovila, koliko je res pomembno, da si tudi življenje prilagodiš temu svojemu ciklu, da si ne prilagodiš najtežjih treningov, najtežjih situacij, nekih močnih stresov točno na teden menstruacije, recimo. Ker takrat bi samo počival. Zdaj žal pač večina tempov tega ne omogoča, da bi si lahko 2 dni vzel frej, žal, ampak vseeno se mi pa zdi fino, kolikor toliko sam sebe spremljati, da vidiš, kdaj imaš neko obdobje v ciklu in takrat mogoče malo prilagoditi vsaj treninge, recimo, če hodiš v fitness ali pa kakšne res hude aktivnosti, stresne razgovore, stresne stvari v službi, da to sicer žal ni mogoče v tem svetu, v katerem živimo, ker je vse tako hitro, pa vse moramo takoj, ne? Ampak če si vsaj malo lahko prilagodiš, sem jaz sama pri sebi ugotovila, da se to zelo splača, ker zdaj delam manj, pa veliko bolj efektivno kot prej, ko sem delala po 16 ur na dan, vsak dan 7 dni v tednu. In enkrat se mi je zgodil sam kolaps in takrat sem začela meditirati in začela verjeti v vse te stvari in se poglabljati sama vase. Ampak ja, vsak mora priti sam do tega. Ampak zdi se mi pa pomembno, da se res naučimo, kolikor toliko poslušati sebe in svoje telo. Ja, izkušnje so tiste, ki te vsekakor pol pospremijo
In če nimaš izkušenj, ne moreš vedeti, ne lahko bereš, lahko poslušaš, lahko se s kom pogovarjaš, ampak dokler na sebi ne sprobaš tega in dokler ne integriraš potem tega znanja v svoje telo, v svoje življenje, ne bo nobenega pozitivnega feedbacka. Je pa res, da ful je pomembno, recimo pri moških jaz poudarjam vedno neka disciplina, doslednost, neka določena mera strogosti do sebe, ker smo zelo drugačni od vas. Pri ženskah je pa ta mesečni oziroma dnevni cikel tako različen, že hormonska nihanja so taka, da če bi ženska ima neko, bom rekel, svojo prakso, ali je to joga, ali je to tek, ali je to pač karkoli ples zjutraj, da ona zna sebe poslušati, kaj tisto jutro njej paše, ko vstane. Da ji reče, ok, danes zjutraj bi pa rada na 2 komada samo zaplesala, rada bi zaplesala na 2 nežna komada. Naslednji jutro se zbudi pa reče, zdaj pa paše nek disko ful in se razturiš. Da dejansko zna sama sebe slišati. Tako da ni zelo toliko pomembno, kako disciplinirana ona je in da dela res tisti trening, ki si ga je, da ima strukturo, to bom naredila kljub temu, da mi ne paše, bom vse to naredila, ker moram, ker skrbim za svoje telo, ampak da zna takrat slišati sebe, svojo intuicijo in da reče, danes mi pa ne paše to. Danes bom pa raje šla na en sprehod, kot pa da grem teč. Danes bom pa recimo raje se ulegla za pol ure na kavč in malo počila, ker sem utrujena, namesto da grem na klas joge recimo, ali pa namesto da doma naredim neke dihalne vaje, ali pa jogo, ali pa karkoli. Da znaš ti v tanem trenutku sebe poslušati. In takrat, ko začneš to delati, prinašaš vedno več ravnovesja v svoje življenje. In je pa seveda odvisno tudi, to je zelo močen stav, ki bom zdaj rekel, ampak tako kot se mi obnašamo do svojih teles, je ponovadi odraz tega, kako so se starši obnašali do nas, kako so se starši vedeli do nas. In kdor je zelo strog do svojih teles, kdor je zelo discipliniran do svojih teles, ker naše telo pa je v bistvu sestavljeno iz očeta in iz mame. One dva sta fizično poskrbela za to, da sem jaz tukaj in potem seveda še preko vse vzgoje in vsega je to vse se vedno odražalo na mojem telesu. In bolj, ko sem jaz strog do sebe, bolj, ko sem jaz zahtevan do sebe, bolj, ko sem jaz, bom rekel, trd do sebe, to samo odraža stanje tega, kakšni so bili starši do mene. In potem, ko urediš ta odnos, recimo starši, potem vidiš v bistvu, kako ti lahko postaneš bolj mehak do sebe tudi. Zakaj si ne ponudiš te mehkobe, zakaj si tako vztrajen pri nekih disciplinah, ki te umatrajo, ki te pustijo na koncu dneva izmučenega, recimo. Ljudje rečejo, da sem šel laufe, pa se ful dobro počutim, sem ful sproščen. Vprašanje, a si sproščen, a si utrujen? Ne znamo sploh ločiti med tem. Jaz vem, ko sem tekel veliko, sem bil zelo, na koncu dneva sem bil ful sproščen, ful sem bil v easy, cel dan sem delal, pa sem šel teč za uro do 2, pa sem začel ležati na kavču, kaj pojedel, sem bil kako je dobro, kako sem sproščen je zdaj. Pa v resnici sem bil utrujen, ker stres, za telo je to stres. Namesto da bi takrat recimo, ko sem kdaj začutil po dolgem delovniku, po slabem spancu recimo, ko začutiš sred dneva neko utrujenost, pa rečeš, lej, bom premagal to, se vem, da je najtežje začeti in greš ven in ti res začne po 15-10 minutah upasati, veš to, kar delaš, zrak dobro ti dene, odmaknil si se od problemov, začneš se ukvarjati s svojim telesom, ampak vprašanje je, a si takrat res poslušal svoje telo, a si sledil samo neki rutini, ker misliš, da je to zate najboljše, telo ti pa sporočalo na nek drug način, stari, da se malo lež za 15 minut, veš, da je power nap si, pa se malo posvet sebi. Ja, jaz to vidim veliko razliko pri sebi, ker sem nehala slediti nekim res strogim urnikom, kar se in vadb in vsega tega tiče, ampak pa če eno noč nisi dobro spal, ne moreš zjutraj pričakovati, da boš takoj v teži dvigoval, pa ne vem, kaj delo. Ja. Okay, prej smo se že malo dotaknila tudi spolnosti in tudi tukaj so bila vprašanja, seveda včeraj, ko sem spraševala punce, kaj jih zanima. Veliko žensk ima problem z moškimi skomunicirati, kaj si želijo v spolnosti, ker mogoče ga nočijo prizadeti ali pa ne, moški hitro odreagirajo z egom, če niso samozavestni, da v resnici ne paše to, kar delam, v resnici si želim nekaj drugega. In ženske, kot sem včeraj začutila, imajo problem skomunicirati, meni bi pa pasalo tako, jaz bi pa mogoče malo bolj nežno, malo bolj tako. Kaj bi v tem primeru priporočal ženskam, kako to skomunicirati spet, kako pokazati, malo si že namignil prej na splošno, kako skomunicirati stvari, se pravi s telesom, z gibi, ampak a imaš kakšno še dodatno? Ja, mislim, ta s telesom z gibi je dost močno orožje, ali pa orodje, rajš temu reče. Se pravi, da ona pokaže s tem,
da ne vem, mogoče vzame njegovo roko v svojo roko in si jo položi, ne vem, mogoče na muco, da si jo položi na prsi, da reče, ful bi mi želela, ali pa da ne vem, da ko je na njem, da mu da bradavičke recimo v usta in mu reče, ful bi mi sedel, če mi, ne vem, zdaj to, da mu že pokaže v bistvu, kaj bi pasal. Zdaj zaradi te ne samozavesti je to dostakrat težko narediti, pa tudi zaradi tega ega, ki ga moški imajo, ker češ, kaj boš ti meni govorila, se točno vem, kaj delam, a ja, niti v redu, mislim, a veš, mnogo moških, po mojih izkušnjah, jih zmoti to, ko mu ženska reče, ne, dej tako, dej rajš tako, dej zdaj tako. In on potem dobi v bistvu, kam me zdaj usmerjaš, kam me vodiš, nisi zadovoljna s tem, kar je, in potem mu vse skupaj dol pade, konkretno mu dol pade vse. In takrat potem ni nič več. Zdaj, lahko se pa razvije to kot neka igra, v bistvu, da mu pač ona začne na nek lep način pokazati. Problem je v tem, da mi smo zelo naučeni spolnosti preko te pornografije, ki smo jo verjetno vsi gledali. Tam se je marsikdo ali pa večina ljudi naučila neke spolnosti, ki pravzaprav ni niti od prave spolnosti. In na podlagi tega, kar tam vidimo ali pa smo videli tam, potem mi to prenašamo v svoje življenje. In mislimo, da bo točno tako, kot je, ne vem, se tista porno zvezda obnašala, da bo to našemu moškemu sedel. Naš moški je pa drugačen kot tisti porno zvezdnik, pa tisto je tudi narejeno, tisto je pač cela scena. In potem ne poslušajo toliko svojih teles, kaj bi si želeli, ampak predvsem skušajo ugajati. Predvsem skušajo ugajati v odnosih in bojo mislili, da če bojo pa to njemu naredili, da bo pa on še bolj nor na njo. Jaz recimo svoji partnerki doskrat rečem, daj se, bodi malo sebična včasih pri tem, naredi to, kar ti želiš narediti. Naredi tako, ne vem, obdeluj me tako, kot bi ti rada za sebe, ker jaz, ko se ukvarjam s tabo, se ne ukvarjam vedno s tabo, zato ker bi tebi želel ugoditi, ampak zato, ker je meni dobro to. In ko jaz uživam v njenih sokovih, ko jaz uživam v njeni koži, v njenem telesu, v njenem vonju, v njenih poljubih, v oralnem seksu, v kakšnikoli položaj, ko jaz v tem uživam, dejansko prenašam eno sporočilo njej, v bistvu, da mi je ful pomembna, da res to delam z namenom oboževanja nje. In ko ona dobi ta občutek, da je oboževana od mene preko teh stvari, takrat se prepušča meni tudi. In je res tudi, ena stvar je pomembna, tle mogoče niste ženske toliko na poziciji, ampak moški je tisti, ki ne bi dajal, bom rekel, bolj smer pa globino v odnosu. Ženska je tista, ki ne prinese v spolni odnos več energije, pa več te lepote, pa več luči. In zdaj, če pač ženska nima ob sebi moškega, ki bi poskrbel, ker jaz tudi predlagam velikrat dosti komunikacije med spolnim odnosom, da se komunicira, da se smejete, da se hecate, da ste kdaj ful resna, da se kdaj malo podraštak drugega, da se pač razbije ta napetost, ki se včasih ustvari, ne da veš, mora biti tako. Da takrat, da se malo pohecaš glede tega, so predvsem moški tisti, ki naj bi to smer noter dajali, ali pa to globino. Ampak če ženska zdaj nima takega moškega ob sebi, ne pa poskusi vedno zopet na nek nežen način, ne poskusi, ful mi všeč to, kar delaš, veš, kaj bi si želela, ful bi si želela, če bi lahko to poskusila. Ali pa da mu pokaže preko svojega telesa, in da res začuti znotraj sebi željo, da ni takoj tja pa njega za mednožje prijeti, ali pa ga začeti slačati, ampak da ga začne recimo božati po obrazu, po glavi, da se tudi ona zaveda, da moški nimamo samo ene erogene točke. Ni samo pritisnemo na gumb pa gremo. Ja, več erogenih točk imamo tudi moški in predvsem je pa ta, meni osebno, je ta njena odprtost, ranljivost, da si dovoli pokazati, kaj si v 30 trenutku želi. In če pokaže to na en tak način, da ne zdaj, da sem jaz pod stresom, pod pritiskom, zdaj moraš pa to narediti, ampak ful si to želim, ful uživam sama s sabo, ful mi zdaj paše to, ful se, ker začneš se božati sama, začne, ne vem, da me stisnem, da me objem, da me primi za prsi recimo, da me primi za muco, ali pa, ne vem, da me malo pobožaj, a bi ti meni zdaj to naredil, da dejansko pač mislim, da bi marsikateremu moškemu to povzročalo ogromnega interesa. Ja, ker na nek način si mal nedostopna in pol si to on še bolj želi. Tako, zanimivo. Ja, po drugi strani mu pa pokažeš v bistvu, da si ti njega tudi ful želiš. Ja, in da si čisto odprta in predana. Predvsem to je. Dva pola sta v bistvu pol tukaj. Vse moški včasih želimo ta odpor imeti, da se mi, bom rekel, svojo energijo
ne moram reči udremo, ampak da mi premagamo ta odpor, ki ga ženska nudi. Se pravi, ona ne, potem pa se ti pa odpre pa preda. To je izredno seksi za moškega. Ampak velikrat je pa tudi izredno seksi, da ona samo iniciativno nekaj naredi, samo to, ker si ona želi in da ne razmišlja o tem, kaj bi zdaj njemu pasalo. Zdaj zjutraj, ko se zbudiva, a bi njemu pasal, če bi ga je začela oralno zadovoljati, ampak bi ona rekla, jaz bi ga zdaj zaradi sebe bi to naredila. In ko ona zaradi sebe to začne delati, ko postane malo sebična, je to noro seksi. Vsaj za me. Evo, to je bil zdaj po mojem zelo dober odgovor za vse, kaj jih je to včeraj zanimalo. Ko smo malo govorili o moškem egu, nesigurnosti, česa je moške najbolj strah? Če pogledam sebe ali pa če pogledam izkušnje, ki sem jih imel z moških preko svojega dela, bi lahko rekel, da jih je najbolj strah te svoje ranljivosti. Strah jih je tega, da niso dovolj dobri, da niso vredni, da iščejo potem ves čas potrditve preko ali svojega dela ali pa preko žensk, recimo, s katerimi so. Tako da je ta ranljivost tista, ki jih odvrača od teh svojih čustev, ker se bojijo pravzaprav tudi svojih čustev, ker nimajo pojma, kaj z njimi narediti. Ker nikoli niso imeli, niti v zgodovini niso imeli priložnosti, da bi lahko svoja čustva kot človeška bitja, ki jih vsi imamo, ne gre za to, da jih imajo ženske več ali pa moški manj, ampak gre za to, da smo vsi čuteča bitja in da mi zaradi tega, kar se je dogajalo, nismo s svojimi čustvi mogli imeti toliko stika, ker če bi imeli toliko stika na bojišču ali pa na lovu, recimo, ko smo izgubljali prijatelje svoje, bi verjetno bili tudi mi zelo lahek plen za sovražnika. Takrat smo morali potisniti v sebe noter vse to, se od tega odmakniti in je pa to še vedno vse v nas. In največji problem vidim, da je moškim priznati to svojo ranljivost, reči, ej, stari, težko mi je, veš, rabim te. Tudi meni osebno je bilo to najtežje reči, da bi to rabim te, ker s tem ti priznaš, da nisi, kot da nisi ti zadosti, v bistvu, da rabiš še nekoga, ki ti bo pomagal, da boš skozi to tvojo zgodbo, skozi tisto stvar, ki se ti dogaja, nekako prišel. Tako da ta ranljivost, pa strah pred svojimi čustvi, pa predvsem strah, nisem dovolj dober, je tisto, kar je po mojih izkušnjah najbolj težava pri moških. Ja, ampak nam ženskam pa to ful veliko pomeni, če se na moški odpre na tak način. Da pove, recimo, jaz sem imela v prejšnjem odnosu šele na koncu take pogovore, zakaj je sploh do določenih stvari prišlo, da sem še iz njegove strani slišala, kako on sploh razmišlja, kaj on sploh čuti. Pa je trajalo to 2 leti, da sem to svetla. A veš, ampak ženskam nam je pa pol to, greva zdaj to rešiti. Meni je to tako lepo, da si ti to meni priznal. A veš, ker drugače pa mi samo sprašujemo, recimo, zakaj on rab odmik? Zakaj on rabi sam? Mi ženske želimo ponavadi reševati z nekom stvar. Mi gremo k prijateljci, mi gremo k mami, mi gremo k zaupniku, pač k nekomu, ki mu zaupamo in mi govorimo in želimo to stvar rešiti. Moški pa fasada, ali se odmaknejo, grejo na fuzbal, gredo na pivo, gredo na ne vem kaj, eni grejo teč, eni gredo pač v nek odmik. In mi ženske to tako težko razumemo. Zakaj je ta razlika med nami? Ja, mislim, po mojem sem ravno to prej nekako že odgovoril, da je pač da se ta težava pojavlja zaradi tega, ker je bilo pač v zgodovini toliko tega, da so moški morali potiskati svoja čustva proč, ker niso, drugače ne bi verjetno zdržali vsega tega, kar so zdržali, in so postali malo imuni na vse to skupaj. Je res, da je moški tisti, ki bo želel problem rešiti sam in se odmaknil od problema, potem bo razmislil, naredil samo refleksijo in prišel nazaj z neko rešitvijo ali pa z razrešitvijo tega svojega problema, vendar ženska potem čuti, da nista potem več v ekipi, ne skupaj. A veš, se pravi, ti si zdaj, to razmerje ni individualna športa, to je dejansko timsko delo in ker tega ne znamo reševati, zato recimo jaz toliko močno stremim k temu, da prirejam delavnice za moške, skupine za moške, druženja za moške, kjer moški potem lahko začutijo neko zdravo moško družbo in kjer vidijo, da je če poveš svoje stvari in da vidijo, kako močno, kako powerful je to, ko ti pokažeš tisto, kar je v tebi in ko vidiš, da te drugi moški sprejmajo, ker je v njih isto. Ja, se to sam ne povejo na glas. Ja, pač mislim, družba je taka. Po drugi strani pa pač ti
mi povezujemo to ranljivost s šibkostjo, ampak v tej ranljivosti je pravzaprav največja moč. In tudi ženska bo mnogo bolj spoštovala svojega moškega in ga občudovala, če bo videla, da si je priznal, da si upa priznati tudi tisto, v čemer pa ni dober, tisto, česar ga je strah, tisto, česar se boji, ker bo dobila skozi to eno tako zaupanje v sebi. Bo rekla, da ta moški meni res zaupa, razkril mi je najbolj ranljive dele sebe, res me ima rad, res mu pomenim veliko, mu zaupam. In potem ne gre za to, da greva midva zdaj reševati problem, ampak da bo ona takrat z njim, da ga bo poslušala, da bo mu dala neko sočutje, da mu bo dala nek prostor varen, kjer bo on popolnoma začutil to varnost. In vsaj po sebi vidim, da ko to dobim od ženske, takrat dobim ogromno energije, ogromno moči in potem lažje pogledam na situacijo z drugačnimi očmi in najdem rešitev lahko tudi sam. Ali pa mi včasih tudi ona da, ker pa nič ne robe. Ne bom nič manj moški, če bo moja ženska mi pokazala neko rešitev, ki jaz ne vidim. Se v končni fazi je ženska tista, ki je, kot sem rekel, že prej daljnovidna. Ona je tista, ki lahko vidi, predvidi, ona vidi cel gozd, mi pa vidimo tisto drevo. In zdaj, če to nekako upoštevamo, potem lahko ful dobro sodelujemo. Jaz se strinjam. Se pravi, je mogoče na začetku v prvi fazi bolj spustiti moškega samega, da predela eno stvar in ne preveč tiščati van? Samo nuditi mu prostor, samo biti z njim takrat. Se pravi, ko ti začutiš, da je on v nekem svojem, takrat ne v smislu, kaj je narobe, zakaj si zdaj tak, da mi povej, deli z mano. Ker ženska se velikrat postavlja v neko vlogo matere, ki skuša kot na majhnega otroka potem gledati svojega moškega. Da takrat ona zazna, da je v tem stanju, ampak da še vseeno ostane kljub temu ljubeča, nežna, reče, a ti kaj skuham, a ti naredim kaj, a želiš biti sam. Tako da pač je tam, ampak jo ni tam. Tako da on čuti, da je prisotna in da ga ne obsoja, če je v takem stanju, vendar pa da si počasi želi, da bo stopil ven iz svoje jame in da bo z njo delil. Da se stvar reši. Ja, kadar moški nima tega pritiska, takrat bo mnogo raje naredil pač ta korak naprej. Je pa res, da jaz vedno pravim tudi tako, kakšen je tvoj moški zunanji, ti kot ženska, se moraš tudi potem vprašati, kakšen je tvoj notranji moški. Se pravi, koliko imaš ti stika s svojim notranjim moškim. In isto za moške velja, da ko rečejo, moja ženska je taka, ali pa jo sploh ne štekam, ali pa ona mene ne šteka. Vprašanje je, kakšen imaš ti stik potem s svojo notranjo žensko. Tvoja notranja ženska so pa tvoja čustva. In zdaj, če ti svoje čustva potiskaš proč, če jih nočeš pogledati, če z njimi nimaš nekega kontakta, potem je normalno, da bo tvoj odnos zunanji zelo podoben temu. Da je ne boš razumel sploh. Tvoje čustva te učijo, kako biti žensko. Tvoje notranje čustva te učijo, kako biti žensko. In bolj, ko jih boš upal pogledati, bolj, ko še boš upal priznati to, bolj bo tvoja ženska to čutila in lepši odnos boš lahko imel z njo. In ženske isto, sem govoril o notranjem moškem, se pravi, bolj, ko boš ti znala postaviti jasne meje, zdrave meje, bolj, ko boš ti iz srca seveda, bolj, ko boš ti znala biti proaktivna, bolj, ko boš znala biti zaščitniška do sebe, da ne boš iskala ves čas nekega občudovanja zunaj od pogledov tujcev ali pa od lajkov na Instagramu, ampak da pač sama v sebi vidiš to vrednost, da sama sebe ceniš, da se spoštuješ, da je tvoj notranji moški tisti, ki je postavljen, ki te varuje, potem bo ta notranji moški odraz tvojega zunanjega moškega, to definitivno. Ja, to je to res. To je to res, ker dejansko res dobivaš ogledalo v odnosih, se mi zdi. To, ki si se ti pripravljen odpreti, to, ki se tudi mogoče nekdo drug, ker itak, če se pa on ni, boš pa mogel iti naprej, če boš to iskal. Ja, mislim, vedno, eni pravijo, odnosi niso za stalno. Zdaj, če pogledam recimo tvoje starše, ki si omenila, ali pa tudi moji starši, so pa skupaj še po 46 letih, kar je danes v tej družbi že bolj... Zelo velik uspeh. Ja, mislim, bolj izjema. Ampak se vprašanje, kaj je v tem odnosu. Jaz nimam tle noter pogleda, niti me ne zanima, ker to ni moj odnos, to je odnos mojih staršev. Ampak, kaj se hoče reči, dejansko je, treba se je res potruditi, treba je videti, da so stvari zato tukaj, da te učijo nečesa in kot sem zapisal enkrat, odnosi so šolska klop, ki te učijo ljubezni do sebe, ki te učijo zaupanje do sebe, ki te učijo spoštovanje do sebe in bolj, ko se to učiš, bolj bo to na drugi strani nekdo zaznaval in zdaj, a bo to spoštoval ali ne bo, je pa pač potem stvar
pač dinamike vajne in pa seveda potem tvoje odločitve. A kljub temu, da ne čutiš tega, poglej vase, a čutim to do sebe in če rečeš, ja, pismo, cenim se, spoštujem se, ne dovolim takšnega obnašanja več do nekoga, takrat enostavno pač rečeš, lej, to ni nekaj, kar me osrečuje, to ni nekaj, kar mi pomaga, da rastem. Ja. A si radosten ali nisi, a si ves čas samo v nekih težavah, problemih, a ti življenje nadol, potem pač veš, da moraš nekaj narediti. Ne. Ja, sploh kot ženska se s temi slabimi odnosi pol čisto preveč ukvarjamo in dejansko ostala področja v življenju ful trpijo. Tako da je res pomembno, kakšne odnose si izbiramo. Bi pa se rada še 2 vprašanj od ene punce včeraj dotaknila. In sicer Tale mi je bil zelo zanimiv. Zakaj se moški tako bojijo za roke in poroke? Mislim, verjetno je to tudi povezano s to svobodo, ki smo jo že omenjali, da moški misli, da ko bo pa enkrat nataknil prsten oziroma ko bo enkrat podpisal, da takrat bo pa za njega konec vsega. Ne. On ima še vedno, mu ostajajo opcije, ko je v neki odprti vezi ali pa ko nista uradno določila njune veze, da je takrat ima vedno on lahko še vedno opcije, da se lahko kadarkoli iz te veze izpne, ko mu bo prehodo. To pomeni, da ta moški, te moški niso dovolj čustveno zreli in da te moški ne znajo prevzeti odgovornosti za svoje življenje, da se potem zavežejo recimo zdaj preko papirja ali pa preko neke srčne zaobljube, da se zavežejo nekemu monogamnemu razmerju z eno žensko, ki so jo izbrali in da bodo tudi v težkih trenutkih, namesto da bi rajš pobegali proč, da bodo začeli to reševati. Tukaj se kaže pač odgovornost moškega. In jaz mislim, da je povezan predvsem s tem, da se pač bojimo izgubiti to svobodo, ampak če res znaš svojo, če tretiraš svojo žensko spoštljivo, lepo, da poskrbiš za njo, da poskrbiš, da je vama lepo, sem jaz pripričan, da lahko imaš samo še več svobode v življenju. Zato, ker se ti ni treba non-stop ukvarjati z ženskami. Ti imaš eno, za katero veš, da je tam, ali pa pri nas ženskah, recimo, ti imaš nekoga in ne gledaš skozi okrog. Ti se lahko skoncentriraš na svoje stvari, na svoje poslanstvo in za njega veš, da je tam. In on te bo podpiral, on ti bo pomagal, če je pravi, in ti imaš dejansko lahko samo še večji fokus na vseh drugih področjih. Meni se zdi to večja svoboda, kakor pa če non-stop gledaš okrog, non-stop, ne vem, si samo za eno noč ali neki in gre ogromno ene energije, vse pa vprek, a ne? Meni se zdi osebno lažje biti samo z enim, kakor pa imeti to svobodo. Svoboda v narekovajih. To je ta iluzija verjetno, da ti misliš, da bo ta svoboda povezana z vsem tem, kar si zdaj omenila. Ampak jaz osebno mislim, da je to zelo povezano s tem, da ne upamo prevzeti odgovornosti, da smo premalo čustveno zreli, ker danes je vedno več odprtih vez, tako pri moških in pri ženskah, v bistvu, ja, super, vse fajn, ker potem ni potrebno iti toliko močno v globino, ampak si lahko ostaneš na površini. Ker ko pa greš ti z nekom v globino, ko se zavežeš, da boš s tem človekom delil svoje življenje, takrat pa znajo priti ven stvari tudi, ki niso prijetne. In zdaj soočenje s temi neprijetnimi stvarmi v tej moderni družbi, v tej površinskih odnosih, po površinskosti družbe, je pa to nekaj, kar je, mislim, ne maramo tega. Ne maramo, zato ker vse to hitro lahko dobimo. Nova slika, novi lajki, nov partner, Tinder, gremo na 10 dejtov in iščemo naprej. Možnosti je bistveno več, kot je bilo za časa naših staršev. Recimo, Res jih je veliko. Tako da zanimiv odgovor. Jaz sem dostikrat razmišljala, da smo v bistvu zdaj v eni epidemiji neodgovornosti. Tako se mi zdi. Zanimivo si to poimenovala, ja, se strinjam. Ker je pač vse tako lahko zamenljivo in ker se ne rabiš za nič zares več odločiti. To vidim, vem, kako je težko, recimo jaz prihajam iz družine s 4 otroki in vem, kako je težko držati tako družino skozi vse viharje skupaj. Pa da sploh ne pomisliš, da bi šel ali pa da bi odnehal ali pa da ne bi imel rad drugega. Tako da greš res čez vse skupaj, je tako težko. Pa ne rečem, da je treba, kakšni morajo iti narazen, ker je pač bolj za vse, da gredo, ampak tako vem pa, kakšno močno delo je, če ostaneš skupaj in če prebrodiš vse to. Ampak vem pa tudi, kakšna velika popotnica je pol to za otroke naprej, ker vidim sama pri sebi in z ljudmi, ki sem zdaj obkrožena, ki prihajajo iz močnih, trdnih družin, koliko so oni boljši v odnosih in koliko oni lažje sprejmejo neke lepše, globje odnose, koliko pa tisti, ki prihajajo iz res razbitih družin, ki so
na nek način izgubljeni in sploh ne vejo, kako je to globino, in se morajo ful več s tem ukvarjati, kot mogoče tisti, ki so imeli neke dobre, trdne temelje. Ja, mislim, te temelji so itak popotnica za naš life. Pardon. Je pa res, da živimo v tako instant družbi, kjer si lahko izbiramo vsak trenutek nekaj novega, ne? Ja. In se ne znamo sploh več truditi za stvari. Ampak za partnerski odnos čas deluje na odnos tako, da ga ruši. Če ti ne vlagaš nič več, recimo v tvoj avto, v tvoj vrt, bo čas poskrbel za to, da bo avto začel rjaveti, da bo vrt da ga bo prerasel plevel. Torej je treba ves čas konstantno ukvarjati se z nekimi stvarmi, ker čas deluje tako na te stvari, ne? In tudi na odnose čas deluje. In zdaj, če ti greš v nek odnos, začneš in potem ne ohranjaš neke konsistence noter, če ne delaš na odnosu, če ga ne gradiš, če ne vlagaš v odnos, če se ne trudiš, potem bo tudi na odnos čas deloval tako, da ga bo prerastel plevel ali pa da bo zarjavel. In je potrebno pač tukaj iti v nek odnos z zavedanjem, da bo to potrebno pač kar delati na sebi, delati konkretno tudi z vama, se pravi, da partnerja skupaj delata, kar zahteva pa ogromno pač neke odgovornosti, organizacije, komunikacije, intime, ki ni samo seksualnost, ampak je tudi intima na drugih področjih. Absolutno. Predvsem pa ogromnega spoštovanja, pa zaupanja, pa iskrenosti. In evo, še tole te vprašamo v zvezi z vprašanji sledilk, pa greva pa počasno na zaključek. Zakaj moramo partnerja vrtati, ga postaviti v kot, da mi nekaj pove po resnici, skupaj sva pa že 5 let? Ampak mislim, da sva na to že delno odgovorila. Ja, jaz mislim, da že ja. S tem pa vprašanje tudi v bistvu, kakšnega partnerja si je ta ženska, ki je to vprašala, izbrala, ne? Ker tukaj bi rekel, da je potem ona tista, ki se malo pozdiguje nad njim, ne? In je izbrala si, bom rekel, nekega šibkega partnerja, verjetno zaradi tega, ker je tudi njena mama bila taka v odnosu do njenega očeta in potem ona edin ta vzorec pozna in privlači takšnega moškega, ki ga bo ona lahko v bistvu nadzirala, mu ga postavljala v kot, ker kdo te postavi v kot? V kot te postavi učitelj ali pa te postavi starš v kot. To je res zdaj pa, če jaz svojo partnerko postavim v kot, potem jaz nisem njen partner, ampak sem njen učitelj ali pa njen starš. Zdaj, če ona izbere takšnega moškega, ki ga mora stisniti v kot, da ga zasliši, da se on odpre, potem ne se vpraša, če je to sploh partnerski odnos ali je to bolj starševski odnos. Zanimiv odgovor. Kdaj si pa ti najbolj samozavesten? Kdo bo rekel, da sem? Se pravi, beseda samozavest zame pomeni zavedanje samega sebe. In jaz skušam delati na tem, da nisem samo v meditaciji, recimo zvečer, ko sedim ali pa skozi vaje, ki jih delam, da nisem samo v teh trenutkih zavesten sebe, ampak da se skušam tudi v tem trenutku, ko se mi pogovarjava, zavedati tega, da imam noge na tleh, da kam diham, a se moj dih dogaja samo v zgornji del pljuč, ali diham res lahko tudi v spodnji del trebuha, da se zavedam tega, koliko je temperatura tukaj, da se zavedam zvokov, ki prihajajo okrog, da se zavedam tega, recimo, da me folula tišči zdaj, da se zavedam pač vsega, kaj bom počel. In ta prisotnost, ta zavest je tisto, ki jo skušam ohranjati vsak dan. Ne se pa mora to vedno izražati preko mojega telesa, torej preko mojega pogleda, preko mojih besed, preko mojih dejanj, preko moje energije. Bi pa rekel, da pač sem najbolj samozavesten takrat, ko počnem tisto, kar res uživam. Se pravi, ko se recimo igram z mojimi nečaki, ko sem lahko avtentično pristan, pa zdaj vedno bolj tudi pač svojo partnerko, ko res lahko sem to, kar sem, ker še sam ne vem, kaj sem in ker nihče drug ne ve, kdo sem, in lahko zdaj z njo v bistvu odkrivam to, kdo sem in sem res lahko samozavesten o tem, ker se ne bojim več, da bi rabo ugajati, da bi rabo biti nekdo drug, ampak da sem pač samo zavedan se tega, kaj se v tem trenutku meni dogaja in to z njo delim ali pa s svetom. Predvsem pa pri stvareh, ki jih res uživam, pa v katerih res, ki jih res rad delam. Odlično. Kje te lahko najdejo? Če bo še koga več zanimalo, da se še nauči kaj od tebe. Ja, mislim, z veseljem povabim ljudi na Facebooku Urban Urbans, na Instagramu Urban Urbans, YouTube kanal imam Urban Urbans, tako da moje ime je itak tako, da si ga bo zdaj vsak zapomnil. Ja, tako da tudi sem že nekaj časa prisoten na tej sceni, tako da če bo tudi v Google napisal Urban Urbans, bo prišlo kar nekaj zadetkov ven.
Tako da vsak lahko stopi v kontakt z mano, delam z moškimi, delam z ženskami, predvsem se osredotočam še bolj v moške, ker je dosti trd oreh, ampak eden mora začeti. Rabimo enega tazga. Ledino, ja. Tako da delam to z veseljem in dobrodošel vsak, ki bi rad pogledal svoje odnose, odnos s svojim partnerjem, odnos s svojimi starši, odnos do svojega telesa, kronični odnosi, kronične težave, kronične bolečine, vse to je nekaj, kar so moje tematike. Odlično. Dajva še eno pikro za na koncu, da ne bojo vse samo moški. Kaj gre pa moškim najbolj na živce pri ženskah? Kje se pa me že tudi lahko izboljšamo? Vse sva ogromno že o tem danes govorila, ampak dajva za na koncu še eno, kje smo pa me lahko boljše, kako me lahko vas malo bolj razumemo. Si pripravljena, da narediva zdaj še en podcast? Ja, dajva v parih stavkih, pa bova mogoče imela nadaljevanje. Jaz mislim, da drug del bova rabila. Jaz osebno bi si želel, da ženske postanejo bolj mehke. Da ženske se preselijo iz svojih glav v svoja telesa, da začnejo bolj čutiti same sebe, da postanejo bolj mehke, da postanejo bolj ženstvene, da postanejo bolj nežne zopet, predvsem do same sebe. Ne? In ko bodo sebi začele to nuditi, bodo potem opazile, kako se bodo moški na to odzvali. Ker, če ti daš moškemu, če mu daš neko krhko cvetlico v roke, bo ta moški, če je kolikor toliko zavesten, pa če te ima rad, bo on poskrbel, da bo ta cvetlica ostala neranjena, da bo ostala pač varna. In če si boste dovolili zopet začutiti to vašo ranljivost, ki ni povezana z neko žrtvijo ali pa z nekim, bom rekel, smiljenjem samemu sebi, ampak da postanete res tisto pristno, ženstvene, mehke, nežne, tople, to, kar v sami resnici ste, ker če pogledaš recimo mamo, kako se naj bi vedla do svojega otroka, je pač ta ženstvenost se tukaj kaže in jaz bi si želel v tem svetu več tega nežnega, lepega, zdravega ženskega principa, ker danes svet po tem moško usmerjenem svetu, v katerem živimo, svet hrepeni po ženski energiji. Svet hrepeni dehidriranje tega. Se strinjam. Tako da, drage moje, ostanemo v lepi ženski energiji, krhke in točno take, kot smo. Vračamo se že naslednji mesec z novo epizodo, z novimi zanimivimi gostmi. Tako da poslušajte nas še naprej, če vam je všeč, lahko delite, lahko nas omenite na svojih Instagram storijih, ste tukaj le subscribate na YouTube oziroma date kakšen like in se slišimo spet zelo, zelo kmalu. Hvala za poslušanje.